Dobrodošli! Tokratna oddaja bo malce drugačna. Ob koncu leta bomo preleteli nekatere najbolj zanimive in pomembne utrinke v letu, ki se počasi izteka. Veseli smo bili, ko smo lahko iz tedna v teden spremljali nove pozitivne zgodbe, povezane s športniki invalidi. Otrok s posebnimi potrebami in invalidov je vedno več. Narašča tudi trend vključevanja v šport, kar se mi zdi izjemno pomembno. To je za otroke kot nekakšna fizioterapija, v tem primeru pri nas tudi brezplačna fizioterapija, vključevanje v socialno življenje, spoznajo nove prijatelje, spoznajo proces treniranja, čutijo neko pripadnost. V športu v bistvu ni nekih razlik, ki se ne pokažejo za otroke invalide. Program Postani športnik je dobival iz meseca v mesec nove in še večje razsežnosti. In mislim, da smo na strokovnem nivoju naredili neke konkretne, bom rekla, razsvetlitve in hkrati mogoče dali neko motivacijo, energijo, da res se tukaj najde zdaj neka sinergija, neka želja, da skupaj nekaj premaknemo, kajti če bo vsak na svojo stran vlekel, itak ne bomo nikamor prišli. Osnova pa so programi. To pomeni, da mi ne smemo biti jezni, če lokalne skupnosti ne financirajo športa invalidov, če programov ni. To pa pomeni, da morajo društva prijaviti programe, ki so pa lahko v dveh vidikih. Prvi vidik je inkluzija. To pomeni, da društva poleg ostalih prijavijo tudi invalide za svoje programe. Druga možnost je samostojna vadba invalidov, kjer se lahko dogovoriš in v bistvu samostojen program košarka na vozičkih, sedeča odbojka in se to izvaja posebej. Letos smo obiskali številne prireditve, kjer so otroci lahko spoznali, da je šport ena izmed najlepših dejavnosti, ki pomaga širiti obzorja in ponuja večjo kvaliteto v življenju. Torej, na paraolimpijskih šolskih dnevih v bistvu predstavljamo otrokom šole športa invalidov oziroma paraolimpijske športe, paraolimpijsko gibanje in pa življenjsko zgodbo našega športnika. Ja, presenečen sem najbolj bil, da so tako navalili in tako blizu prišli. Torej pomeni, da otroci le ne razlikujejo ljudi toliko kot odrasli. Kar mi je bilo všeč, tudi vedeli so, kaj počnem, vsaj nekateri. Tako da ja, lepa izkušnja. Pri tem pa so se marsikaj novega s pomočjo naših gostov naučili tudi gledalci. Pozdravljeni, moje ime je Lara Nedeljkovič in sem plesalka na vozičku. Če mislite, da je ples samo za hodeče, se zelo motite. Če želite, nas lahko pridete pogledat in z nami zaplešete. Dejansko nisem točno vedel, kaj pričakovati, ko sem prišel. Ampak zelo zanimivo, čist nek drug svet. Tudi tukaj je neka mala enota posebnih ljudi na kupu, ki imajo res tako fajno družbo drug z drugim, fajn se imajo, vidim, uživajo v svojih dejavnostih, uživajo v svojem športu in to mi je bilo res wow. Občutki so super, vidiš, da se lahko tudi invalidi ukvarjajo z istim športom kot mi, samo s prilagojenimi pripomočki. Hitrosti pa razdalje so pa tudi zelo primerljive našim športom. Vse bližje so olimpijske in paralimpijske igre v Tokiu. Zato so leto zaznamovali tudi številni dogodki povezani s temi igrami. Tako smo tudi Slovenci dobili uro, ki odšteva minute do tega velikega športnega dogodka. Zagotovo je to en dogodek, na katerega smo ponosni in še bolj ponosni bomo čez čas. Jaz se sploh ne morem predstavljati to izpred toliko let nazaj, to je 47 let nazaj, ko sem jaz bil paraolimpec. Mislim, da je to ne samo za naš paraolimpijce, ampak to je tudi en zgled oziroma sodelovanja paraolimpijskega komiteja s sponzorji za sploh širšo javnost. Zanimivo je bilo tudi dogajanje v zakulisju, recimo v Olimpijskem muzeju, kjer smo si med drugim ogledali tudi zanimivo publikacijo povezano s parašportniki in z igrami v Tokiu. V tej publikaciji namenjena je slovenskim bralcem kot tudi japonskim bralcem, pa se torej predstavlja trojezično slovensko, angleško, japonsko, nekaj teh res izpostavljenih poudarkov naše zgodovine in pa tudi majčkeno predstavljamo nekatere športe, ki pa računamo, da bojo v Tokiju zastopani v strani Slovenije in da bojo naši športniki uspešno tam nastopali. Publikacija je pravzaprav namenjena promociji slovenskega športa in športnikov.
Marsikdo še vedno nima prave predstave o tem, kako izenačena je konkurenca v invalidskem športu in kakšni napori so potrebni za uspeh. To je pa čisto odvisno od dneva. Včasih, če sem malo navličan vode, sem bolj vesel fitnesa. Včasih, če me po vodi dosti zmatrajo, pa tudi v fitness ne grem prav z veseljem, ampak večinoma pa oboje, kar s veseljem delam. Potegniš. Ja. Kaj zdaj padne ramo? Ja, ta del spusti. To. V bistvu midva zdaj v tem začetnem obdobju, ko morava v bistvu se spraviti na neko tak spet nek nivo treninga, delava 2-krat na teden. Darko dela sam tudi pred vodnimi zjutranjimi treningi nek sklop ogrevanja. Bova pa verjetno potem malo dodajava vsak teden glede na njegovo stanje. Priprave grejo v bistvu čisto normalno, tako kot z vsemi ostalimi športniki, ni v bistvu nekih razlik. Športniki invalidi pa so spoznali, da z uspehom v tekmovalnih arenah pridejo tudi ostale obveznosti, ko je treba včasih smukniti tudi v malce drugačno vlogo. Mladi paraplavalec Patrik Jagodic pa je stopil še korak dlje in se na naši televiziji preizkusil v vlogi športnega komentatorja. Barcelona napada, poskuša dati koš, Žalgiri se branijo. Ja, montaža mi je bila veliko bolj všeč, zato ker v šoli se učimo, kako montirati videe, potem profesor nam pove, kako je treba kaj. Sam je rekel, da bomo sami največ se naučili. Drugo leto naša delegacija na igre v Tokio odhaja polna optimizma. Vsekakor pa že v tem letu ni manjkalo številnih uspehov. Med drugimi so nas bogato bero medalj razveselili udeleženci specialne olimpijade. Občutki so zakon, res fantastično, vesel, da imam take navijače, res nisem pričakoval. Hvala vsem mojim slovenskim navijačem, res presenečen, ful. Na domačem terenu pa so se srčno in uspešno borili košarkarji na vozičkih. Ja, seveda, bron je bron. Naslednje leto imamo cilj finale in verjamem, da bomo s tem tempom, s tem usklajenim treningom tukaj na Vranskem, ki ga vodi Žiga Kobašević selektor, prišli še do višjega nivoja. Slovenija pa je znova gostila tudi najboljše igralce namiznega tenisa med športniki invalidi. Ja, glede na to, da sem vpet vse od samega začetka, moram reči, da smo imeli višek vseh teh tekmovanj v Laškem lansko leto z organizacijo svetovnega in eno leto predtem še organizacijo evropskega prvenstva. To pomeni, da nam svetovna organizacija zaupa in sem prepričan, da bodo tekmovanja tudi v prihodnje v Laškem z polno udeležbo, tako kot letos. Ja, prvo kot celota, turnir je bil zelo v redu. Zelo sem zadovoljen s svojo igro, čeprav mi ni uspel priti med 16. Atletsko dogajanje je zaznamoval jubilejni 50. memorial profesorja Bojana Hrovatina. Zagotovo letos je jubilejno leto Zveze paraplegikov, praznujemo 50-letnico organiziranega delovanja v slovenskem prostoru. Začeli smo z našim rojstnim dnevom 16. aprila, potem smo imeli vse slovensko srečanje, sedaj pa višek teh praznovanj ob jubileju tudi 50. Hrovatinov memorial, ki je posvečen vsem našim športnikom, tekmovalcem, ki so skozi zgodovino 50 let osvajali olimpijske kolajne.
kolajne na svetovnih prvenstvih, evropskih prvenstvih. Sicer pa v atletiki medtem že vrsto let vrhunske uspehe dosega tekač, gluhi atlet Tadej Jenci, ki se lahko s pomočjo sodobne tehnologije enakopravno meri športniki, ki povsem normalno slišijo. Ja, v preteklosti je Tadej v konkurenci slišečih bil precej hendikepiran, ker ne sliši oziroma zelo malo sliši, ga je vsak šum v povezavi z štartno pištolo zmotil, zato je bilo tudi kar nekaj napačnih štartov in diskvalifikacij. No, tako smo po dolgotrajnem koordinaciji z Atletsko zvezo Slovenije končno uspeli, tako da smo mu omogočili posebej zanj štartno lučko in sedaj je seveda na štartu bistveno bolj samozavesten, miren in lahko sam tek na 400 metrov štarta, tako kot vsi ostali slišeči atleti. Naše oddaje pa so zaznamovali tudi zanimivi dvoboji, kjer smo lahko iz prve roke spoznali značilnosti posameznih športov, kjer naši tekmovalci invalidi dosegajo vrhunske rezultate. Matic se je kar dobro odrezal, rezultat mu je malo šepal, to pomeni, da nima še vaje, tako da naj se še kdaj oglasi, pa da malo potreniramo. Letošnje leto pa je nedvomno zaznamoval tudi zanimiv in naporen ekstremni podvig. Peterica slovenskih parakolesarjev je namreč v okviru dobrodelne transverzale premagala Slovenijo počez. 324 km dolgo transverzalo so prevozili brez počitka. Ja, seveda, roke so veliko špuhnejše kot noge, ne? Vsak klanc je veliko težji. Povprečno bi rekel, da je hitrost kolesarja nekje 2/3 navadnega kolesarja, ne? Odvisen je od terena, po ravnem mogoče četrtino slabš, v klanc pa polovico počasnejš, kar pomeni, da so te razdalje toliko daljše kot na noge, ne? Da, naši gostje so tudi letos na najlepši način poosebljali naslov naše oddaje. Zmorem. Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.